katere namen je predstaviti pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o spremljah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Kot veste, je Državni zbor oziroma večina, ki jo predstavljajo koalicijski poslanci v Državnem zboru, sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma na zahtevo več kot 46.000 volivk in volivcev, ki je bila v roku vložena na zakonit način. Pri tem pa se je zgodilo nekaj, kar se nikakor ne bi smelo zgoditi. Namreč kar nekajkrat se je kršilo načela, ki predstavljajo temeljna pravna načela in so zajeta oziroma izhaja tudi iz slovenske ustave. In sicer tako, ko je šlo za sam postopek sprejemanja, kot seveda še posebej pri njegovi vsebini. Veste, da že na začetku je v postopku bila odvzeta poslanki Evi Irgl pravica do predlagateljstva, in sicer zato s obrazložitvijo, da ker se ni posebej podpisala kot poslanka, ampak kot Eva Irgl, torej državljanka, potem pa nima te pravice, ker so popoln absurd. Poslancu podeli mandat za upravljanje njegove funkcije po sami ustavi Državni zbor s sklepom na konstitutivni seji in ta mandat traja popolnoma neprekinjeno in brez omejitev do trenutka, ko novo izvoljeni Državni zbor spet potrdi svoj mandat na naslednji konstitutivni seji. To se pravi, v nobenem primeru ni mogoče tolmačiti, da v nekem trenutku, v katerem okoli poslanke ali poslancu preneha njegov mandat. Tudi to seveda opozarjamo v tej pobudi, ki je naslovljena na Ustavno sodišče. No, še mnogo bolj pomembne pa sta dve vsebinski zadevi, ki sta bili potem sprejeti z odlokom, takim kot ga je samovoljno oblikovala koalicija in katerega sprejem smo po zavrnitvi naših amandmajev v SDS v celoti obstruirali. Namreč, vsi vemo, da je pravica do sodelovanja na referendumu ustavna pravica. Pred nedavnim je bil sprejet nov 90. člen, ki zdaj ureja postopek zakonodajnega referenduma nekoliko drugače kot prej, vendar načelo neposrednega uresničevanja oblasti, to se pravi prav odločanja na referendumu, sama ustava, in ustavo je vedno treba gledati kot celoto, postavlja na prvo mesto pred posredno uresničevanje oblasti ljudstva po načelih delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in pa sodno. V danem primeru pa je očitno namerno, kajti na to so bili pravočasno opozorjeni, koalicija izbrala datum, ki pomeni pravzaprav zadnji dan prvomajskih praznikov. To pomeni hkrati, da bi samo predčasno odločanje padlo prav na sam praznik. To pa je dejansko očitno storjeno z namenom, da se čim bolj ovira dosego tistega kvoruma, ki je zdaj predpisan z 90. členom ustave, kar pa je očitno protiustavno početje. To ni samo neskladje z ustavo, ampak gre za očitno protiustavno oviranje neke temeljne ustavne pravice. Poleg tega opozarjamo, da v letu, ko so razpisane dvoje volitve, najprej volitve v Evropski parlament, potem pa jeseni še lokalne volitve, ni prav nobenega razumnega razloga za to, da se ne bi opravilo referenduma hkrati s temi volitvami. Se to bistveno zmanjša stroške. Moram reči, da ne razumem tistih, ki pravijo, kaj pa je 2 milijona evrov. To ni nekaj, zaradi česar bi Ustavno sodišče sploh reagiralo. To smo včeraj lahko prebrali oziroma slišali v medijih. Potem slišali smo razprave v Državnem zboru. 2,5 milijona evrov, kaj pa to pomeni. Jaz ne vem, kje ti ljudje živijo, ampak očitno je res nekaj na tistem, da ta sindrom kraljice cesarice Marije Antoanete se pojavlja pri sedanji oblasti. Če so zapravo že toliko milijardcev in pa še nekaj milijonov, mi zdi pomeni. Ampak ta 2 milijona recimo pomeni lahko obnovo
enega najbolj nevarnega za otroke odseka ceste v Sloveniji. Ta 2 milijona lahko pomenita izgradnjo nekega vrtca, ta 2 milijona lahko pomenita še in še stvari. Pomenita tudi uresničevanje same ustave, kajti ustava daje med drugim v 50. členu pravico do socialne varnosti. In že iz tega, v kombinaciji seveda z ustavnim določilom, da so vsi prihodki in izdatki zbrani v proračunu, izhaja drugo temeljno pravno načelo. Načelo, ki zahteva, da vedno ravnamo s javnimi sredstvi kot dober gospodar. To je načelo ekonomičnosti in racionalnosti. Tudi to načelo je tu očitno kršeno v celoti. In to zavestno kršeno. Češ, da to ni pomembno. Pa je pomembno. Tudi to bi morala biti ustavno zaščitena dobrina. Denar davkoplačevalcev tudi po sami ustavi ni nekaj, kar bi bilo podarjeno tistim, ki trenutno uresničujejo oblast v imenu ljudstva. Ampak jim je zaupano z mandatom v njihovo upravljanje. Ampak njihova pravica in dolžnost, ki sledi iz ustave, zato da so lahko uresničena določila 50. in vseh ostalih členov ustave o pravicah, socialnih pravicah in drugih pravicah, ki jih ustava ščiti, je seveda, da s tem ravnamo maksimalno kot dober gospodar, se pravi racionalno in pa ekonomično. Tudi na to opozarjamo ustavno sodišče in na temelju vseh teh argumentov predlagamo, da najprej zaradi očitno možnih nepopravljivih posledic za predlagatelje, za pobudnike referenduma, za vse, ki smo podpisali zahtevo, in pa seveda za vse volivke in volivce predlagamo ustavnemu sodišču, da takoj zadrži v celoti izvajanje spornega odloka, da odlok na osnovi ugotovitev, da gre za očitna kršitev več načel ustave, med drugim 2. člena Ustave Republike Slovenije, 90. člena Ustave Republike Slovenije, pa še cele vrste drugih členov, v celoti razveljavi, ali pa, da samo določi nov datum in sicer v tem primeru predlagamo, da se pač določi za začetek rokov 15. april in za dan glasovanja 25. maj, torej, da se izvede glasovanje na referendumu, hkrati z odločanjem na volitvah v Evropski parlament. Kolikor bi, kajti ustavno sodišče to pravico seveda ima, pa postopek zahteval dlje časa in bi se ustavno sodišče odločilo za zadržanje, opozarjam, da je tudi v tem primeru še na razpolago še en drug datum, to pa je datum, da bi izvedel referendum hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Tudi s tem bi bistveno znižali stroške, hkrati bi naredili roke razumne. Pozarjamo tudi na to, da bo sedaj težava z obveščanjem državljank in državljanov v tujini, pa tudi z njihovim glasovanjem, kajti roki so pretirano, res do skrajnosti napeti. In pa s tem seveda padajo v vodo vsi argumenti, da bi bil kakršenkoli razlog, da se tega ali zaradi samega trajanja postopka ali drugih razlogov ne bi storilo. V tem letu so dvoje volitve, to se pravi, gre za samo vprašanje, ali se temu načelu racionalnosti in ekonomičnosti, torej gospodarjenju s denarjem davkoplačevalcev kot dober gospodar, daje toliko pomena, da se to opravi hkrati. Jaz trdim, da je to tudi stvar spoštovanja do ljudi. Še posebej, in mislim, da bo to za ustavno sodišče moralo biti odločilno, pa je vprašanje, ali je res dopustno, da se izvede nek referendum, torej uresničevanje ustavne pravice na tak način, da je vnaprej jasno, da gre za kar največje možno oviranje pravice volivk in volivcev do neposrednega uresničevanja oblasti. In da se to izvede na zadnji dan praznikov, samo predčasno glasovanje pa pade prav celo na praznični dan. Trdim, da je to očitno protiustavno in zato pričakujem, da bo ustavno sodišče to pobudo sprejelo in pa da bo o njej odločilo pozitivno, torej v korist volivk in volivcev.